Pomemben vpliv na našo uspešnost imajo tudi povratne informacije o nastopu. Te nam omogočijo boljši vpogled, boljše razumevanje in delujejo tudi kot nagrada. Dobre povratne informacije se osredotočajo predvsem na posameznikovo vedenje med nastopom. Na primer, kje in kako je nekaj počel, ne na njegovo osebnost. Povratno informacijo pogosto imenujemo tudi feedback. Glasbenik ali športnik lahko analizo nastopa dela sam, najbolje pa je, če jo naredi skupaj s profesorjem ali trenerjem. Priporočljivo jo je delati nekoliko po nastopu, recimo zvečer ali naslednji dan dopoldne, ko so vtisi še sveži. Počakati pa je treba, da se najmočnejša čustva umirijo, da lahko k analizi pristopimo umirjeno in logično. To je namreč tudi eden glavnih namenov analize, da logično pogledamo, kaj smo naredili na nastopu in na podlagi tega oblikujemo nadaljne korake. Drugi glavni namen analize pa je, da omogoči, da neko poglavje zaključimo in se premaknemo naprej, na naslednjo dejavnost. V angleščini temu rečejo closure. Na primer, v analizi ugotovite, da ste bili preveč živčni. Za naslednji nastop sklenete, da se boste bolj umirili s pomočjo vaj za sproščanje in s popravkom samogovora. Lažje tudi vidite, kaj je bilo na nastopu dobrega, učinkovitega in kaj ste naredili narobe. Dobre in učinkovite vidike nastopa poskušamo ponoviti na naslednjih nastopih, negativno pa se trudimo popraviti, izboljšati in spremeniti. Z analiziranjem nastopa preprosto povedano povečamo svoje zavedanje. Zavedanje pa je prvi korak, s katerim pridobimo kontrolo oziroma nadzor nad katerokoli napeto situacijo. Za učinkovito analiziranje nastopa je torej bistvena ustrezna povratna informacija. Objektivna povratna informacija je nujna, ker najbolj vpliva na motivacijo. Predvsem zato, ker popravlja nerazumevanje in napačna prepričanja o lastnem vedenju. Posameznik, ki je nezadovoljen z nastopom, bo motiviran, da ga izboljša. Hkrati pa bo občutek zadovoljstva ob izboljšanem rezultatu pozitivno vplival nanj. Spodbujanje takšnega samonagrajevanja je bolj učinkovito od katerekoli zunanje spodbude ali nagrade. Ko je povratna informacija javna, na primer v obliki nekih statistik, pa se zna zgoditi, da bo delovala kot motivator tudi prek drugih vpletenih in drugih tekmovalcev oziroma ostalih nastopajočih. Motivacijska funkcija povratne informacije je povezana tudi s postavljanjem ciljev. Dobro oblikovan program ciljev vedno vsebuje jasne povratne informacije, ki bodo posameznika obveščale o tem, kako nastopa glede na jasen in specifičen zastavljeni cilj. Raziskave kažejo, da kombinacija dobro postavljenih ciljev ter povratne informacije močno vpliva na uspešnost in izboljšanje nastopa. Povratna informacija poleg motivacijskih prednosti pomaga tudi pri poučevanju neke vsebine, teme ali spretnosti. S pomočjo objektivnega feedbacka bolje razumemo specifična vedenja, ki jih je treba izvesti, in kakšen je naš trenutni nivo znanja. Povratna informacija je učinkovita, ko neko spretnost, še posebej, če je kompleksna, razdelimo na posamezne dele. S tem, ko ločimo in opazujemo vsakega od elementov, ki so odločilni za uspešno izvedbo, lahko pozornost usmerimo na popravljanje napak ter na močna in šibka področja. To nam omogoča opazovanje napredka na bolj koristen način. Da bo feedback učinkovit, mora biti usmerjen na vedenje posameznika, ki je pod njegovim nadzorom, ter oblikovan tako, da se lahko še naprej izboljšuje. Povratno informacijo podajamo tako ob pravilnih kot ob napačnih dejanjih, pri čemer je potrebno natančno opisati pravilno izvedbo in spodbujati poskuse spremembe. Vključujemo izraze spodbude in prepričanja, da bo s časom in vloženim trudom sledil napredek, izboljšanje spretnosti, kar bo izboljšalo občutek samoučinkovitosti. Dobro je, da določimo specifična in merljiva vedenja oziroma posledice, nekaj, kar lahko štejemo. Meritve so lahko precej univerzalne. Na primer, število zavesljajev na minuto ali število napak pri izvajanju skladbe. Ali pa bolj specifične. Gre za delček spretnosti.
Naprimer, število zavesljajev v drugi polovici 400 metrov razdalje ali število nepravilnih not v tehnično zahtevnem delu klasične skladbe. Dostikrat uspešna izvedba še ne pomeni uspešnega rezultata. Lahko merimo tudi uspešnost izvedbe. Poiščemo specifično vedenje, ki mu sledimo, in nato razvijamo sistem, kako ga meriti. Pri tem je pomembno, da se dogovorimo z izvajalci in da se oni strinjajo, da so to vedenja, ki so pomembna. Profesor ali trener lahko tudi spodbudi vadeče, da sami izberejo vedenja, s čimer se bodo počutili bolj vključene v program. Kot primer lahko recimo navedemo objektivno težko merljivo usklajenost giba in glasbe pri umetnostnem drsanju. Začnemo lahko s posameznimi elementi koreografije. Vadimo posamezni element in spremljamo, kdaj ga drsalec izvede točno takrat, ko je predvideno tudi z glasbeno podlago. Napredek beležimo tako, da zapisujemo, kolikokrat so bili na treningu prehitri, kdaj pravočasni in kolikokrat prepočasni glede na glasbo. Ko se veča delež usklajenih elementov, vemo, da je športnik napredoval. Podobno lahko spremljamo tudi napredek v spreminjanju razmišljanja. Trener oziroma profesor recimo beleži neverbalne izraze negativnega razmišljanja. Odkimavanje, zavijanje z očmi, vzdihovanje. Vsakič, ko se pojavi, ga trener oziroma profesor zabeleži. In tako skozi trening oziroma vadbo šteje količino teh izrazov. Ko bo športnik oziroma glasbenik napredoval v pozitivnem razmišljanju, bo naštetih vedenj vse manj. Če je le mogoče, se osredotočajmo predvsem na pozitivne vidike, torej na napredek. Z osredotočanjem na želeno, ojačamo izboljševanje in ne kaznujemo ali kritiziramo napak. Prav tako omogočimo posamezniku, da se usmeri na to, kaj mora narediti, in ne na to, česa ne sme.